cenjeni uporabniki slovenščine, zlasti dijaki in dijakinje, lepo pozdravljeni na okrogli mizi oziroma ob okrogli mizi z naslovom Slovenščina včeraj, danes, jutri, ob čemer lahko že takoj povem, da bomo nekoliko več govorili o danes in jutri in nekoliko manj o včeraj. Slovenščino lahko dojemamo kot eno od orodij sporazumevanja. V njej govorimo, pišemo, razmišljamo in ustvarjamo. Ampak če ne bi imeli slovenščine, bi morali uporabljati neko drugo orodje. Ker smo si skozi zgodovino nekako priskrbeli svojega, ima za nas slovenščina tudi druge pomembne vloge, je naš narodni identifikator. Stoletja je bila tako slovenščina eden redkih skupnih imenovalcev ljudi, ki so potem prav na podlagi jezika v nekem trenutku ali pa v več trenutkih prepoznali sami sebe kot Slovenci. Zato je seveda slovenščina še kako pomembna in aktualna tema vedno, tudi zdaj. Morda še posebej zdaj, ker je v času vseh mogočih spletnih omrežij z njo nekako tako kot z nogometom, ne. Nešteto selektorjev ima, o njej imamo mnenje vsi, od jezikoslovcev do ustvarjalcev, pa do zadnjega uporabnika, ki morda v slovenščini razen tega, da napiše kak listek za v trgovino, ne piše že zadnjih, 50 let. Mislim, da je čas, da predstavim goste, ki bodo sodelovali na današnji okrogli mizi in razpravljali o našem orodju in orožju, torej o maternem jeziku. To so doktor Klemen Lah, profesor na Waldorfski osnovni in srednji šoli v Ljubljani, ter soavtor beril za pouk književnosti v srednjih šolah, tudi pisatelj, publicist in še marsikaj drugega. Potem docentka doktorica Helena Dobrovoljc, jezikoslovka, višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, tudi vodja strokovne oziroma delovne skupine za pripravo novega pravopisnega priročnika. Klara Kastelec, profesionalna uporabnica slovenščine, dramska igralka drugače, in kolega Miha Šalehar, radijski voditelj, publicist in lahko dodam še kreativni uporabnik jezika. Sicer sem rekel, da se bomo nekoliko manj dotikali preteklosti jezika in toliko več sedanjosti in prihodnosti, ampak vseeno, ne, skozi celotno zgodovino slovenskega knjižnega jezika so si naši predniki prizadevali za njegov formalni status, pa seveda tudi za razvoj jezika prek literature in vseh mogočih priročnikov o jeziku. Slovenščina je vmes postala uradni jezik v Republiki Sloveniji, se pravi v naši državi, eden od uradnih jezikov Evropske unije, ampak kljub svojemu kar ugodnemu statusu in ne ravno veliki formalni ogroženosti je položaj slovenščine še vedno pogosto tema političnih razprav, razmišljanj in polemik v medijih, med kulturnimi ustvarjalci in tudi v vsakdanjih pogovorih. Če dam samo en radijski primer, ker sem ravno z radia, glasbene kvote za slovensko glasbo smo denimo uvajali zato, da bomo slovensko glasbo ohranjali tudi slovenski jezik. Pa morda vprašanje, ali se vam oziroma se nam zdi smiselno, da je treba danes, ko slovenščina ima nek svoj uraden status, o položaju jezika vseeno toliko govoriti. Morda najprej doktor Lah. Moje razmišljanje o tem, koliko se je treba pogovarjati, je popolnoma osvetljeno s pedagoškega zornega kota. Če v razredu povem, se bomo pogovarjali o jeziku, je seveda veliko vprašanje, a jih ta tema zanima. Namreč v njihovem razvojnem obdobju je veliko drugih tem, ki jih veliko bolj zanimajo. Tako da prvo moram kot pedagog vedno osmisliti tisto, kaj jih v resnici zanima. In pri jeziku je pravzaprav tako, da ni v ospredju njihovega zanimanja v teh letih, v katerih so. Lahko pa odpremo seveda zanimiva vprašanja, ki se jih potem dotaknejo. Ponavadi imam eno primerjavo z avtomehanično delavnico, ker povem, ko boste veliki in boste imeli svoj avto in ga boste peljali k avtomehaniku, ali si želite, da ima dve orodji, kakšen izvijač,
šaufanci, ponovadi govorimo, smo bolj pestri, pa eno kladivo, ali si želite, da ima dobro opremljeno delavnico. In če se zdaj predstavljate, da ste ta avtomehanik vi sami, ali si želite za razumevanje svoje notranjosti imeti 2, 3, 4 besede, ki se vse skozi ponavljajo, ali želite imeti na tisoče besed, s katerimi lahko osvetlite to, kar se v vas znotraj dogaja. To je nekje s tem, tukaj začnemo. Glede samega govorjenja v jeziku sem pa ponovadi kar zadržan, če dalje bolj ga primerjam pri sebi ne toliko s kulturnim pojavom, kot z naravnim pojavom, in sicer vodo. Opažam namreč, bolj kot vodo reguliramo, slabše je. Ponovadi bolj kot ustavljamo njen tok, bolj stoji, in poznamo slovenski pregovor, ne, stoječa voda se usmraja. Ni fino. Saj moramo pustiti ta živi pretok. In še en kontraučinek se ponovadi pojavi. Če otroci zaslutijo, da je jezik zelo reguliran, govorim predvsem o knjižnem jeziku, potem se od njega odmikajo. Oni namreč to, kar želijo, je novo ustvarjanje, novo kreiranje svojega jezika, in če bodo videli, da smo mi že vse postavili, vse kažepote, vse ograje, potem se bodo tega avtomatično odmaknili. Jezik se pa vse skozi seveda spreminja, tako kot reka spreminja svoj tok. In zadnje čase recimo me je presenetilo, da je prišla generacija, s katero je težavo delati recimo pisatelje 19. stoletja. Ne upam si več, da 10. brata za domače branje, ker se je tok reke, jezika toliko spremenil, da jim dejansko dajem branje v tujem jeziku. Tega ponovadi ne ocenjujemo zdaj kot dobro ali slabo spremembo, preprosto je. In beremo te tekste pri pouku, zato da si preprosto delamo slovarčke neznanih besed, ki zdaj niso več 3-4 besede, ne, ranki, pa davi in podobno, ampak gre za celo popisano stran besed. Tako da pri tej pogovarjanju sem zelo vesel, če je namen ozaveščanje, če je pa namen nadaljna regulacija, pa sem bolj zadržan. Govorim pa zdaj v knjižnem jeziku. Še posebej zato, ker preprosto grejo stvari pogosto čisto svojo pot, ne glede na pravila. Gospa doktorica Helena Dobrovoljc. Ja, uradni jezik, slovenščina kot uradni jezik, to je samo en položaj, ki je družbeno opazen in ki ga proučujemo. Je pa ogromno položajev, ki pa niso tako ozaveščeni, naprimer slovenščina v elektronski dobi, ne, to je nek problem, ki ga pravzaprav še nismo dovolj ozavestili. Verjetno se otroci, dijaki, če poznate njihove interesne dejavnosti, precej bolj posvetujejo svojimi elektronskimi napravami danes, kot pa slovarji in priročniki, in bi bilo prav, da tudi temu jeziku namenimo precej pozornosti, ker se pogovarjajo pač s temi napravami kar v angleščini. Potem drug problem položaja jezika je zagotovo jezik v znanosti. Nekateri vidni slovenski znanstveniki, ki so predvsem s področja naravoslovja, kemije, tehničnih ved, sami priznavajo, da v slovenščini nimajo časa pisati, da jih ta način vrednotenja, pa tudi njihova konkurenčnost v svetu sili, da objavljajo samo v angleškem jeziku in to, oziroma v drugih jezikih, in to že več let. Tretji problem, ki ga vidim, problem statusa, je problem ekonomskih interesov, ne, ki torej ali res nas ogroža toliko angleških napisov. Ne, samo je pa prav, da so tudi slovenski, ne, javni napisi in pa ponudbe. Če se sprehajate po nakupovalnih centrih v Novi Gorici, so napisi v italijanščini, ne, torej to je pa ta ekonomski interes. Včasih celo namesto slovenskih, pa vemo, da Nova Gorica ni dvojezično področje. No in še ta četrti statusni položaj je slovenščina v zamejstvu. Tukaj pa je seveda v ospredju Koroška, pa seveda Kanalska dolina. Tako da tukaj bi se verjetno morali še precej več pogovarjati. Klara Kastelec. Ja, jaz bi rekla, da ja, da neke stvari, ki so ali pa so ti pomembne, da je v njih treba veliko govoriti, jih raziskovati, se z njimi ukvarjati, kopati, ne vem, za znanjem, čemarkoli. Nekako negovati to, ker se mi zdi, da nič zares ne pride samo od sebe. Ali pa zelo redko kdaj se mi zdi, da nam je kaj podarjeno. Pa še to, kar nam je, bi rekla, da je v bistvu kot neko plačilo za naš trud, ki smo ga vložili, ne. In
Podoben se mi zdi, da je tudi slovenščina, ne. Če bomo negovali, razvijali, nekako zalivali, bo nekaj na dolgi rok zrastalo, ne. V bistvu, po mojem je najslabše, če nekaj pustimo na polici, ker se zapraši in bo izgubil okus in vonj in sčasoma tudi neko pomembnost. In za konec to isto vprašanje še kolega Miha Šalehar. Meni se tudi zdi smiselno, da pač govorimo o slovenščini. Seveda je vprašanje, o kakšni slovenščini. Jaz bi mogoče stvar pogledal z drugega zornega kota popularne kulture, tehnologije, ki jo omogoča, aplikacij, ki nas z njo nagovarjajo, ne, te komunicirajo z nami po eni strani z neko angleščino pretežno, ne pa mogoče nemščino, pa še italijanščino, od koder se kakšne nove fraze ali pa predelave prikradejo v naš jezik, ne. Po drugi strani pa popularna kultura, ne, treba je na tej točki slediti denarju, ne, ta, ki, bom rekel, na nek način tudi uokvirja neko novo slovenščino ulice ali pa mladine, ne, govori z nami v neki izrazito slabi slovenščini, ne, da bom totalno radikalen, bom rekel, da te prebivalci resničnostnih šovov pravzaprav komunicirajo samo še z medmeti, jejo in parijo se, ne, tako da tukaj niti ne moramo več govoriti o kakšni uporabi rodilnika, o zanikanem stavku, o dvojini, ne, to je že višja matematika, ne, in strinjam se z doktorjem Lahom, da na eni strani mladina išče stran poti, neke invencije, inovacije in tako naprej, kar je pravzaprav super, ne, ampak v veliki meri pa ta mladinski besednjak in način izražanja oplajajo heroji popularne kulture, ne, ki so pa, če pogledamo to najbolj množično v Sloveniji, ki je jasno, tako kot povsod korporativno dirigirana, pač v glavnem eni navadni primitivci. Tako da zdaj, kako pa narediti neko slovenščino, ki je bolj kompleksna, ki ponuja več nekih izraznih plasti, je pa drugo vprašanje, no, verjetno bi bilo treba v to investirati. Kaj pa menite o opremljenosti govorcev slovenščine s sodobnimi jezikovnimi in slogovnimi priročniki? Imamo tega dovolj? Številni priročniki so nam denimo na razpolago na spletišču Fran. Morda še katere bi nujno potrebovali? Spletišče Fran je res tak zelo sodoben tehnološki domislek, v katerem so združeni različni slovarji slovenščine, torej več generacij sestavljavcev. So pa ti slovarji dejansko nastali v obdobju pred elektronsko dobo, ko je bil jezik še zelo nadzorovan, ko je pravzaprav vsako javno objavo spremljal ne samo avtor, tudi urednik, lektor, korektor, včasih je kaj popravljal celo kar stavec potem že. Torej, govorimo o zelo regulirani rabi jezika, mi pa danes opažamo, da se naš pisani jezik z elektronsko dobo vse bolj približuje govorjenemu, da vse bolj velja ta ideologija pristnosti, naj bo jezik pravzaprav ne več tisto izrazilo visoke kultiviranosti, ampak naj pritegne tistega, ki mu sporočamo. Saj to je bilo že pri Cankarju, ne. Cankar je recimo napisal, da on pa ne bo uporabljal deleži na vši, ker jih nihče ne govori in da se požvižga na to visoko kultivacijo, ne, jezika. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da bi potrebovali več priročnikov, ki kažejo na pestrost jezika, ne tako črno-belo vrednotenje. Ljudje tudi pogosto zelo pozitivno ali negativno interpretirajo podatke v teh slovarjih. To vidimo potem v naši jezikovni svetovalnici, ki je tudi dostopna prek portala Fran, da se preveč ostro te zapovedi in prepovedi interpretira. Torej, nek slogovni ali pa stilistični priročnik, ki bi pokazal, da je beseda fajfa mogoče zastarela v današnjem jeziku, da uporabljamo v nekem drugačnem okolju, pogovornem, tudi nove izraze, da se kreativen pa ustvarjalen tudi razlikujeta lahko pomensko, da če jim so vedno preganjali besedo bodočnost in jo nadomeščali s prihodnost, da pa ko govorimo o svojem
bodočem partnerju ne bomo rekli, ali možu, ne, da je to pač prihodnji mož ali pa bodoča mamica, prihodnja mamica. Skratka, da je jezik živi potem dalje tudi v besednih zvezah in stavkih. Tako da taki priročniki pa verjetno še prihajajo, pa tudi priročniki te nestandardne slovenščine, ker nas zanima, kako se razvija jezik, v katerem se dnevno sporazumevamo in ni nujno knjižni jezik, ne. O Franu res lahko govorimo samo s presežniki. Pri pouku je pravzaprav to zdaj trojanski konj, zaradi katerega lahko dovolimo pametne telefone pri pouku. Kadarkoli se namreč vprašamo o kakšni besedi, kako se napiše, kaj pomeni, odkot prihaja, je bilo to prej zelo naporno opravilo, ki je trajalo po 10-20 minut, preden smo prišli do knjig, prelistali, našli, spisali. Je to zdaj samo nekaj klikov. Nekaj res izvrstnega. Želel bi si pa nekaj, kar se boste mogoče čudili, ampak več telebanskosti. Tudi jaz namreč, ki najbrž veljam za enega kvalificiranega uporabnika, včasih iščem in ne najdem. Ravno zadnjič sem iskal pri etimološkem slovarju, odkot prihaja pridevnik soda, in v moji glavi je to živelo kot nepregibna beseda, podobno kot roza, in sem iskal pod soda in nisem nič našel. Moral bi iskati pod sod. Tako da si predstavljam, pri nekem povprečnem uporabniku, da se včasih lahko tudi pri teh besedah izgubi, če ni že ta sistem tako pameten, da predpostavlja našo telebanskost, se pravi, da se ne znajdemo popolnoma. Ampak to je res ena majhna pripomba v primerjavi z bogastvom, ki ga prinaša. Mi učitelji smo ponavadi predvsem uporabniški vmesnik med temi jezikovnimi priročniki in učenci. Jaz priročnikov pravzaprav zdaj, moram reči, odkrito ne pogrešam več. Mislim, da nam dajejo dovolj na en zelo prijazen, hiter način. Če bi kakšen priročnik pogrešal, je mogoče samo tak, ki bi mene razbremenil kot uporabniškega vmesnika, se pravi slovenščina za telebane, pravopis za telebane. Se pravi nekdo, ki bi šel na malo nižji skupni imenovalec, ne tako nizek kot je na resničnostnih šovih, mislim, da te niso realni pokazatelj, ampak ne en imenovalec, ki pa vlada recimo v srednjih šolah, v osnovnih šolah, nekaj malo bolj slikovitega, nekaj malo bolj v LOL duhu. To še pogrešam, drugače pa jaz mislim, da je to izvrstno narejeno. Če gremo k naslednjemu vprašanju, že nekaj časa poslušamo pritožbe zaradi naraščujoče rabe oziroma uporabe predvsem angleških besed, pa ne bodo to napisi na lokalih, na trgovinah, ali pa kakšna druga uporaba angleščine ali pa ostalih jezikov. Nemščina je tudi pogosta v izvirni ali popačeni obliki. Tuja imena in napisi zrejo v nas z izložb, pa z obcestnih, oglasnih panojev, TV zaslonov, nenazadnje tudi z majic otrok in odraslih. Imeli smo še oziroma še vedno imamo burno polemiko o angleščini v univerzitetnem izobraževanju, torej ali naj se na slovenskih univerzah, fakultetah predava v tujem jeziku, v angleščini. Potem se nenehno zgražamo in ukvarjamo s tem, se pravi z jezikom, ki ga uporabljajo mladi v svojih SMS-ih, pa nasploh v spletnih komunikacijah, od recimo iz slongleščine pa do spletščine. Ali slovenščini zaradi sprememb vpliva tujih jezikov in novih tehnologij grozi počasno izumrtje ali se morda samo, pa če uporabim kar angleški izraz, updata? Jaz ne bi rekel, da slovenščini, da bo slovenščina izumrla, ne? Se bo pa zagotovo spremenila, ne? Ker tudi uporaba tujih besed, ne, ki jih v slovenščino mešamo zaradi svetovnega spleta, telefonskih aplikacij in popularne kulture, pravzaprav se mi zdi, da jih mularija več ne uporablja na nek inventiven način, tako kot je bilo to v 90-ih, ko so moji frendi borderji z Murgel rekli na krvavcu: "Fuck, kje so moji sunglasses? Maybe sem jih deloze, perhaps jih je pa my brother genomen." Ne? Zato moraš biti že malo glavca, ne, da pogruntaš. Se mi zdi, da ta korporativščina bo predvsem zožala nabor enih slovenskih besed, ki jih bodo počasi zamenjali neki globalni, rečemo temu angleški pojmi. Ne? Tudi če pogledamo te SMS aplikacije, gremo tako rekoč nazaj v Altamiro. Ne? Ti hočeš frendu napisati:
Stari, a greva na burger in ti pod burger ponudi nek, a se reče temu piktogram, emoji, ne? Ker ti ga kar nariše. Ne? To se mi zdi... Ja, pol pa klinopis pa naprej. Ne? Meni se zdi, da mogoče ob takih debatah velikokrat zgubljamo bistvo samo. Da se preveč dostikrat postavljamo zviška, v smislu tuji jeziki so preveč prisotni, levo, desno, ker je dejstvo, da so in bodo vedno bolj prisotni v našem vsakdanu, ne? Da utripajo na vsakem koraku in se zaletavajo v nas. Bolj pomembno bi se mi bilo vprašati, kaj v bistvu meni slovenščina pomeni. Ne? A je pomemben del mene samega, a je recimo to del moje identitete, a me oblikuje. In če je nekako odgovor pritrdilen, potem se bomo trudili za to, po mojem, in vlagali, negovali jezika. Ne? Mogoče pa včasih bi pa morali biti, po mojem, bolj kritični, ne? Glede tujih jezikov in jim postaviti neke meje. Pa predvsem mogoče ta vidik tudi, recimo, jezik kot igra. Da če ti vzameš jezik kot neko zabavo in kot neko, ne vem, recimo platno tvoje domišljije, lahko ugotoviš, da je neko brskanje potem in iskanje nekih besed in svojega osebnega izraza veliko bolj lahko zanimivo in ustvarjalno kot neko dobesedno kopiranje tujega ali pa prevzemanje. Ja, na to spletščino lahko gledamo z dveh vidikov. Raziskovalni vidik, ki ga pravzaprav povzemamo tudi po drugih tujih jezikoslovcih, odpira neslutene možnosti raziskav, katere slovenske besede torej sploh nadomeščamo z angleškimi, ti so najpogostejše, ne, torej katere jezikovne prvine pa vendarle vedno ohranjamo in to je pravzaprav zanimivo raziskovalno vprašanje. Po drugi strani pa smo nenehno podvrženi tej latentni skrbi za slovenščino, pa se vendarle tudi v tej skrbi moramo zavedati, da le zavedanjem raznolikosti, raznolike rabe gradimo svojo lastno identiteto. Ne? Čeprav je jezik vedno veljal za lepilo, ne, identitete našega naroda, je, mislim, danes jezikov več, precej več, kot jih je bilo pred 20 leti, in da je tudi ta spletščina, ne, ki ni ne govor in ne zapis, torej nekaj vmesnega, to je zdaj že vsem jasno, tudi neka nova jezikovna tvorba. Ja, pri napovedovanju prihodnosti bi bil čas, v katerem smo zelo, zelo previden. Jaz mislim, da takega časa do zdaj še ni bilo. Če bi človeka v srednjem veku vprašali, kaj bo čez 100 let, to niti ni težko vprašanje. Kakšna cerkvica več, kakšna romarska pot več, kakšen graščak manj, plus, minus, ampak precej enostavno. Zdaj se vprašati, kaj bo čez 10, 20, 30 let, je pa presega tudi stekleno kroglo, se bojim. Jaz sem glede slovenščine sicer optimističen, ker opažam, da nekateri pojavi, če jih pustimo pri miru, se vrnejo celo na bolje. Jaz se spomnim, kako je naša generacija, vse je bilo šur. Šurda, pa valjda. In takrat mislim, da če bi začeli z močno regulacijo, ostrimi ukrepi in sankcijami in ne vem kam bi prišli, zdaj se je pa v miru zgodilo, da govorimo itak, eno lepo kleno slovensko besedo, ki je nadomestila obe, ostali 200 pa izumrli. Bolj moramo reševati te dve besedi, če že želimo. Ne? Mislim, da šur je odšel. Tako da verjamem, da bo na koncu vse prišlo na pravo mesto. Ena stvar, ki me recimo delno skrbi, opažam tendenco v spisih, da izginja ne toliko slovenske besede, izginja slovenska skladnja. Knjige v angleščini, ki so res atraktivne, jaz pravim, zdaj ta generacija je vampir generacija. Vse vampirsko literaturo je prebrala v angleščini od A do Ž, pa škoda, ker se konča pri Ž naša abeceda, ker mislim, da je še nekaj črt dodatno. Je vplivala na njih, pravzaprav to branje literature. Stavki, ki jih tvorijo, imajo angleško skladno. Na to jih opozarjam. Določene fraze izginjajo. Recimo, zdaj slišim samo ni problema. To bi kdo še rekel, nič hudega, ne več. Predvidevam, da je vpliv angleščine. Na taki ravni, kjer smo pravzaprav kot žabe v vodi, ki se počasi segreva, manj opažamo. Ta šur, seveda vsi planemo na njega, pa na ful.
Ampak podtalno se pa dogaja nekaj drugega, ena sprememba v strukturi razmišljanja. Ja, pravijo, da več jezikov kot znaš, več veljaš. Verjetno bi v to kvoto spadala tudi materinščina, ne? Profesorji na fakultetah opažajo, da študenti niso sposobni napisati več 2 strani eseja, kaj šele kakšnega obsežnejšega seminarja ali diplomske naloge, da včasih ne znajo napisati niti smiselne povedi z več kot 5 ali pa recimo 7 besedami. Pri pravopisu, ker študentje ne poznajo več niti velikih začetnic, bog ne daj, da jih vprašaš, kam postaviti vejico, ob tem so že praktično obupali učitelji. Kdo je kriv za tako stanje slovenščine? Verjetno ne samo pouk jezika v osnovnih in srednjih šolah, torej kdo pa potem? Ja, ne vem, če bi uporabljal besedo kriv, ker avtomatično predpostavlja, da gre za negativen proces. Zdaj bi lahko, če bi Primož Trubar oživel, ne, bi rekel, kam je pa šla slovenščina, pa bi mi rekla, tja je šla, kamor je morala iti, a ne, ta slovenščina je precej bolj uporabna, kot smo imeli prej. Samo en podatek bom navedel, ki je meni dal zelo misliti kot pedagogu med študijem. Ludvik Horvat, psiholog, nam je povedal, da so izmerili približno, koliko informacij je znal gimnazijec v klasični gimnaziji po prvi svetovni vojni. In koliko informacij zna sodobni dijak. In ponavadi, ne, če bi gledali samo tako na hitro, bi rekli, to ni primerjave, ne, ta klasična izobrazba, to so bili odlični ljudje. Zelo, zelo malo informacij v primerjavi z današnjimi uporabniki. In jaz mislim, da naših novodobnih dijakov ni za podcenjevati, ogromno znajo, lahko znajo seveda še bolj kritično preseti informacije, ampak količina njihovih informacij je neverjetna. Predstavljamo si samo, koliko informacij je dobil nekdo, ki je živel v 7. veku na vasi, z informacijami, ki jih mi danes dobimo v 1 uri. Nisem prepričan, da jih mi ne dobimo v 1 uri več, kot jih je on celo življenje. Tako da nisem skeptičen do tega procesa. Ozaveščajmo, naredimo sem pa tja mejo, ki jo je potrebno narediti. Osebno pa menim, da ta generacija ni toliko slabša. Mogoče imamo vtis, zaradi tega, ker je imenovalec širši. Precej več ljudi je šlo na gimnazijo, precej več ljudi študira, ne gre več za neko elito skoraj 10-20% in zaradi tega se nam morda zdi, da so ta odstopanja večja. Zdaj, take splošne sodbe o znanju, ne, tudi mladina, ko rečemo pač mladina, mladi, to ni homogena skupina. So zelo različni med sabo, nekateri so skrbni, mi smo zelo dobri na področju tega slema, te poezije. Impro lige so pokazale, da imamo ljudi, ki so retorično neverjetno spretni, ki so pravzaprav kritično razvijajo misel in jo tudi znajo podajati. Mislim, da je to največji problem tudi, moram reči, pouka slovenščine, ker ga sama kot mama vendarle spremljam. Zdaj to ozaveščanje, kje vse živi jezik. Se spomnim Marka Stabeja, ko je šel zadnji pravopis, je v Mladini objavil svoj članek Jezik živi tudi v besedilih popevk. Ja, res je. In živi v vsakodnevnem pozdravljanju, ne. Zdaj, ali se otrok uči v šoli, kakšna je razlika med voščilnico in čestitko, torej te definicije, ali pa se uči, kako on sam pozdravlja, se opazuje, ravno opazovanje samega sebe in svoje rabe jezika mogoče razvija tudi neko kritično distanco, da se to sploh ozavesti. Tako da, tako kot so se recimo matematiki spomnili tega kenguruja, pa zabavne matematike, pri nas so recimo ta tekmovanja, kot je Cankarjevo tekmovanje, izredno toga. Mislim, da te frustrirajo, odbijajo in kdo bi potem zelo rad imel to slovenščino, ne, kot predmet. Je pa dejansko to učni predmet knjižnega jezika pogosto preveč, čeprav se naučimo tudi nekih drugih strategij govorjenja. Mogoče se spomnite, ne, svojega prvega govornega nastopa, ne, to so tudi frustracije v šoli, pa se tega pravzaprav ne naučimo. Kaj nekaj knjižno, umetno, prisiljeno. Tako da, ja, veliko stvari bi kazalo spremeniti, ampak se mi zdi, da ne bi vseh mladih metala prav v isti koš. Gre pravzaprav za neko
izzive, jezikovno spretnost in lepo je, če učitelj zna to spodbuditi v otroku. Meni se zdi to v bistvu zelo povezano. Učenje tujih jezikov pa materinščina. Ne vem, samo učenje tujih jezikov se mi zdi zelo eno tako zanimivo potovanje, ki odpira še precej širše polje kot jezik sama. Ne. Prinese še neko tujo kulturo, spoznavanje nekih ljudi, ki so lahko velikokrat zelo drugačni od nas, imajo neke svoje poglede, ideje, potem glasba, kulinarika, zelo eno široko polje in bogato. Se mi zdi pa nujno obvladanje materinščine, če se ti hočeš nekega tujega jezika zares naučiti, ne? Da si v njej zelo doma. In to se mi zdi v bistvu tudi temelj kjerkoli poklica. Ne moreš biti po mojem nek velik strokovnjak, če ne poznaš svojega jezika, če ga ne razvijaš. Ne? In to, recimo spomnim se, velikokrat me je zelo spravljalo ob živce na faksu, na AGRFT-ju, ko so nas profesori in režiserji igralce gledali zelo zviška, v smislu, ti si tak samo igralec, ti lepo igrej, pa tamle poslušaj, intelektualno delo je rezervirano za nas, dramaturge, režiserje, tebi ni treba dobro pisati, ni se ti treba dobro izražati, ni ti treba brati. Ne vem, v bistvu se mi zdi to ena velika laž, ne. Se mi zdi, da je v bistvu zelo obratno. Vsak igralec, na primer, če zdaj govorim o igri, bi moral obvladati svoj jezik. Ne pomeni zdaj, da če nimaš pisateljskega daru ali pa pesniškega talenta, da boš slab igralec, ampak se mi zdi pa, da to lahko zelo pomaga, ne? Da ti da neko karizmo, nek bogat naboj, iz katerega lahko tudi na odru pol črpaš in ti da neko prezenco, verjetnost. Ne? Zdaj, če pa, ne vem, se obrnem na srednje šole, profesorje gor dol, se mi zdi malo krivično, da valimo vso krivdo na njih, da smo nepismeni, da ne poznamo pravopisa. Ne vem, vsekakor to pomaga. Ne? Jaz se spomnim, ne vem, svojih gimnazijskih ali pa osnovnošolskih dni. Moja babica je stara mama rusistka in slavistka in mi je zelo bilo dragoceno v bistvu potovati z njo skozi jezik, literaturo. Zelo veliko mi je dala in mi je dragoceno to njeno znanje. Prav tako smo imeli v osnovni šoli in gimnaziji zelo predano učitelja, ki sta nam dala velike ljubezni do jezika in neko seme zasadila znanja, ampak se mi pa ne zdi to edini pogoj, da si nepismen ali pa da nimaš znanja neke širine. Ker jaz mislim, da vsak človek na neki točki v življenju mora nekako prevzeti odgovornost zase. Ali za svoje znanje, za odnose, pač za svoje življenje in se odločiti, ne vem, vprašati, kdo si jaz želim postati, v kaj hočem investirati svoj čas, svoje znanje, da si pač vsak sam na to odgovori. Če je kriva šola za nivo slovenščine, kaj pa vem, v veliki meri bi rekel, da ne. Do neke mere ja. Ne? Saj človek ima vedno problem, ker se vedno avtoritete skušajo delati, da one govorijo v nekem knjižnem jeziku. In to ponavadi, mogoče te avtoritete niso niti dovolj nadarjene, da bi govorile res v enem lepem in navdihujočem knjižnem jeziku, ampak to poskušajo. Ne? Tudi politiki večkrat skušajo početi prav to, pa so zabruhati. Ne? In seveda tudi to na nek način odmika mlade od tega, da bi sledili tem svetlim vzorom. Skrbi me nekaj drugega. Ne? Recimo, greš ti brati neke forume ali pa neke obrekovalnice ali pa neke Facebook zapise. Ne? In tam dejansko ljudem popolnoma dol visi, če njihova stavčna skladnja štima, če so vejce na pravem mestu, če je dvojina, če je smašla, če ne, to je katastrofa. Mene zanima, kdaj smo prišli v točko, ne, kjer je, bom rekel, pravilna raba slovenščine v nekih oblikah komunikacije, ki naj bi to zahtevala, ratala taka nevrednota, da je to popolnoma brez veze. Ne. A veš, ne, se pravi, bolj pomembno je, da si ti našminkan, da imaš popoln nos, popolne trebušnjake, kot kako govoriš in kam postaviš vejco. Ne. V tej točki me začenja skrbeti. Mislim, da šola ni kriva za to, oziroma se tudi pridružujem mnenju doktorja Laha, da mogoče v krivdi tukaj nima smisla govoriti. Da je to spletenih okoliščin, ki nas bo pripeljal nekam spet, kamor si niti ne upamo predstavljati, kam. Ne. Besedne pa besedilne ponudbe je danes nebroj.
V takem svetu lahko uspešno delujemo samo, če ne samo, da smo radovedni, ampak znamo tudi kritično pretresati in uporabljati razpoložljive podatke v različnih besedilih. Kako uspešno pa se zna današnji mlad človek braniti pred raznimi manipulacijami, pa ne gre za reklame, ne gre za ideološko ali ne gre za politično prepričevanje? Klara. Mene prijatelji velikokrat zbadajo, ker včasih rada iz rokava kakšen pregovor stresem. Tako da ta več znaš, več veljaš, jih v bistvu malo provociram s tem. Ampak po drugi strani se mi zdi, da je velikokrat veliko resnice v njih. Recimo, to več znaš, več veljaš, po mojem velja za vsakega človeka. Ali je star ali pa mlad, nima glih, mislim, ni glih velike bistvene razlike. Se mi zdi, da je temelj vsakega nekega intelektualca oziroma nekega mladega človeka, ki si to želi postati, da vlaga vase. Se pravi, v neko svoje znanje, da nabira širino. Po moje je super, ne vem, da vsak človek sproba veliko različnih stvari, da se nekako ubrusa. Da gre na čim več koncertov, razstav, ne vem, v gledališče, da potuje. Ne vem, recimo danes se mi zdi, mladi za moje pojme veliko premalo berejo. Recimo knjige so en svet, ne vem, meni je vsakič znova fascinantno, kako lahko pogledaš ljudem v glavo, ker so hkrati toliko različni od tebe, nekateri toliko enaki, ne vem, ful eno veliko bogastvo se mi to zdi. Potem pogovarjamo se tudi, ne, mislim, z mlajšimi, starejšimi, tudi to. Ne vem, starejši ljudje eno veliko dediščino nam lahko dajo, ne, nazadnje, ne. In dostikrat se mi zdi, a priori zavračamo ljudi, ki imajo drugačno mišljenje od nas, ne. Se mi zdi, da glih te konfrontacije, da so nujne, da se nekako brusimo, ne, neke te debate. Predvsem pa mogoče hkrati je zelo veliko ene svobode v našem svetu, po drugi strani smo pa polni nekih stereotipov in predsodkov. Po mojem bi se bilo treba v prvi vrsti boriti proti temu, ne? Da bi človeka najprej poslušal in ga skušal razumeti, ne pa toliko soditi, ker v bistvu zares ne veš, kaj se s tem človekom dogaja, ne? Pač kakšen boj bije, kakšna je njegova preteklost, ne? In če bi nekako bolj z odprtimi očmi po mojem po svetu hodili, bi bilo lažje nekako, no? Hkrati se mi pa bistveno zdi to, da vsak človek, da si, mogoče se slišijo klišejska neka ta vprašanja, ne vem, kdo sem, kaj si želim postati, ampak da si vsak predvsem to odgovori, ne? Kam v bistvu želim iti naprej, kdo si želim biti, kaj dela mene kot mene, kaj je moj jaz, ne? Kakšen je moj slog, da ga razvijemo, ne? Ne vem, zakaj mladi danes stokrat kopirajo druge, ne? Meni se zdi veliko bolj zanimivo nek svoj izraz iskati, a ne? Nek svoj pečat pustiti, v čem sem jaz lahko drugačen, kaj lahko prinesem, a ne? In enkrat se mi zdi, veš, kdo si in kaj ti je sveto nekako, da lahko tudi za tem stojiš, da se pol za to boriš in imaš neko svojo hrbtenico. Se pravi, potem v tem primeru ljudem ne moreš pustiti, da toliko manipulirajo s tabo, ne? Pa ne glede na to, a imajo višji naziv od tebe, a so na višjem položaju, imajo več denarja, moči, česarkoli, ne? Jim ne boš pustil, da te nekako žalijo s tem. Ali pa tlačijo dol, no. Če bomo k slovenščini pristopili bolj sproščeno, bo verjetno tudi raba bolj sproščena. Da je to res, se je pokazalo večkrat, denimo, ko so ljudje množično reševali jezikovni kviz ob izidu novega slovarja slovenskega jezika. Zanimanje za slovenščino kažejo tudi ljudje, ki že dolgo ne sedijo več v šolskih klopeh, ampak se z veseljem preskusijo v kakšnem tekmovanju, kot je Všeček za slovenščino, ki ga organizira Slavistično društvo Slovenije. V šolah vsako leto potem poteka ta tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Slovenščina ima dolg jezik, ampak a je to dovolj? Kako bi lahko še spodbudili zanimanje za jezikovno znanje in učinkovitejšo pismenost? Kakšni predlogi? Morda mladi so recimo danes nenehno priklopljeni, morda bi morali razviti kakšno posebno aplikacijo za to. Mislim, da bo obogatel tisti, ki bo ustvaril mobilno aplikacijo, ki bo otroke odvrnila od mobilnih aplikacij, pa jih vrnila v ta svet. Namreč kar naprej digitaliziramo in uvajamo nekaj
pri generaciji, ki se je v bistvu že rodila kot digitalni domorodci. Če malce karikiram, zdi se mi, kot da bi učili Eskime uporabljati hladilnik. Oni so že tam, oni to odlično obvladajo. Tisto, kar mene skrbi, je predvsem, da se jim ta svet zdi zdaj precej bolj zanimiv. Boljše barve ima kot resnični svet, boljše zvoke ima kot resnični svet, boljše animacije. Kako daleč s tem lahko gremo? Kako jih lahko pravzaprav še vrnemo v knjige, ki ne utripajo, kjer ne skačejo ven smeškoti in podobne stvari? Mislim, da je to tisto pomembno vprašanje. Tako da kadarkoli si v šoli sprašujemo, kako še dvigati digitalno pismenost, ugotavljamo, da so že toliko bolj pismeni, da se moramo vprašati čisto druge stvari. Kako jim lahko damo še kaj tistega sveta, ki smo ga mi imeli do 20. 25. leta, recimo, ko nam je PTT potegnil prvi stacionarni telefon, a ne? In jim razložiti zgodbo, kako smo preživeli. Če jih še lahko ujamemo. Jaz mislim, da ni kaj dodati, ne? Čeprav sem se pa prav ob tem spraševala, kaj je naša generacija delala, ne? Da smo dobivali radije, da smo se zapirali v sobe, da so takrat že vinilne plošče šle iz neke, pravzaprav, da so bile moderne, da smo si to izmenjevali in potem je nastopila pač doba spleta. A res mislimo, da moramo mi zdaj starejši poskrbeti za to, da bomo v tem spletu nekaj naredili, da bi pritegnili mlade k jeziku, ali se vam ne zdi, da se bo pojavila spet neka nova stvar, kot se v zgodovini 20. stoletja kaže, da se je, in da na to pravzaprav nimamo takega vpliva. Kar se pa tiče jezika, je pa dejstvo, kar je prej povedal Miha, to ni vrednota. Izgled in denar, ne, to je tisto in žal je treba tukaj delati več na jeziku kot vrednoti. Če pa bomo mešali knjižni jezik, ki se ga učimo, ki se ga pravzaprav vsi moramo naučiti z našim vsakodnevnim sporazumevanjem, pa mislim, da ne bomo prišli daleč, ker regulacije nestandardnega jezika pravzaprav ne bodo sprejeli ne mladi, ne starejši in to se zdaj že dogaja, ne. Jaz bi se strinjala s Klemenom. Mislim, najbrž ne bomo ukinili telefonov, mislim, tudi jaz uporabljam pametni telefon, računalnik, čeprav mi je nujno zlo. Ampak nekako mogoče bilo pred mlade dobro neke nove izzive postaviti. Ne jih zdaj prisiliti ali pa jim govoriti, to ni dobro, ker bolj, jih boš prepričeval, da nekaj ni dobro, bolj bodo uporniški, po mojem. Ampak ne vem, jaz se spomnim sebe v gimnaziji, recimo s prijateljicami smo uvedli neke stave in potem za kazen oziroma tisti, ki je izgubil stavo, je moral poslati drugemu pismo. Ali pa je moral prek pošte mu poslati darilo in so prihajali ti rumeni paketki. Ne vem, še zdaj mi je veliko bolj zabavno napisati pismo na roke, čeprav to redko naredim, ker je pač treba več sebe noter dati, enega časa si vzeti, iti na pošto, veliko lažje stisniti tisti message, po možnosti s čim manj črkami. Ampak spomnim se tega občutka, ko dobiš tisto ovojnico s svojim imenom, odpreš, nekdo se je samo zate potrudil, te imel v mislih. Ne vem, bolj je nek oseben pečat zraven. Ali pa recimo napisati pesem. Saj danes mladi še vedno pišejo pesmi, ampak ne vem, jo napisati s papirjem in svinčnikom recimo. Ali pa ne vem, dobro, jaz jih napišem tudi na telefonu, ampak ne vem, si jih potem vsem prepišem v zvezek. Ne vem. Nekako upozoriti mogoče, da so še druge možnosti, ne da jih prepovemo, ampak pokazati neke različne poti, potem pa se pač vsak sam odloča, ne. Aplikacija. Se mi zdi, da niti Mladinska knjiga, niti Ministrstvo za šolstvo oziroma pristojno nima toliko denarja, ne. Če govorimo zdaj o korporacijah, ki nas prek teh aplikacij vabijo v svoje barvite in pisane digitalne svetove, kjer nam pravzaprav dopovedujejo, da nismo popolni, ne, da moramo imeti njihov produkt, da bomo sprejeti, ljubljeni in popolni in da to posledično tudi skozi vrednote vpliva na naš odnos do jezika, ne. Je fora samo dobiti nekoga, ki bo namesto v laž, da boš s pitjem določenega piva postal James Bond, kar je naredila naša pivovarna, 50 milijonov evrov so vložili v to reklamo, samo 18 je dobil Daniel Craig. Ko bomo toliko denarja vložili v resnico, ne, bo mogoče tudi kdo odložil mobilen telefon in bo rekel, jebem ti, kak lep majski dan je zunaj. Ne. Ja, pa končajmo naš pogovor s pogledom v prihodnost.
Legendarna učiteljica slovenščine, knjižničarka, pisateljica in pesnica Berta Golob je nekoč rekla: če zanemariš svoj jezik, si zanemaril vse. Sebe, zgodovino, današnji čas, pokvaril in stran si vrgel s tem tudi jutrišnji čas. Kakšen bo torej, glede na današnje razmere, slovenski jezik jutri? Si kdo upa napovedati? Pa morda spet najprej dr. Lah, ki se prej že navezoval na Primoža Trubarja in kako bi si on predstavljal današnjo slovenščino pred pol tisočletja. Kako si jaz želim to vprašanje za jutri, ki bi ga jaz postavil, ga ne bi postavil mladi generaciji, ampak nam. A znamo jezik še uporabljati tako živo, da ga bodo naši nasledniki začutili kot eno odlično vrednost, ki jo je vredno negovati naprej. Nekajkrat se nam je že, mislim, da zgodilo kot generaciji, da nismo mi verjeli v naš jezik. Jaz recimo, ko sem taka generacija, ki je začela z repom, predstavljali smo si, da slovenščina pa ni za rep. Morajo priti ali en. In potem se je videlo, da je slovenščina lahko čudovita, če znaš. Predstavljam si, da v 19. stoletju pač niso verjeli, da je slovenščina lahko pesniški jezik, dokler ni prišel France ali nekaj takega ustvaril. Pred nami so te izzivi, ne regulirati slovenščine s pravili, ampak skušamo dati eno živo moč, preko katere bodo pač naši otroci začutili, da to je en krasen jezik. Jaz upam, da se ne bomo znašli potem v položaju, kot se recimo keltščina, kjer potem velja krasno, če jo znaš, ampak to velja za en ozek krog ljudi, ki jo še uživlja. Dajmo to poskušati prepričati, ampak to bomo najbolj živo rabo slovenščine, dajmo jo spustiti iz teh kanalov ven, ne zažubori. Mislim, da bomo mladi potem ustvarjali iz tega nekaj, kar bo krasno. Je pa res, da se bo razvilo nekaj najbrž popolnoma drugačnega, kot jo poznamo danes. Ja, vprašanje o prihodnosti slovenščine je kar težko. Nismo vedeževalci, zdi se mi, da še najlažje odgovorimo s pogledom v preteklost, da se na nek način spremljanje teh razvojnih smernic kaže v izgubljanju res tistih specifik slovenskega govora, torej da se bolj približuje ta govorjeni in pisni jezik, ne. K temu je vendarle pripomogel tudi splet, kjer pravimo, da ni ne zapis, ne govor. Po drugi strani pa je poenostavljanje jezikovnih struktur tudi povsem evolucijska lastnost vseh jezikov, ne. To se je že zgodilo, saj recimo pred 50 leti smo uporabljali nekatere samostalnike samo množinsko, na primer vilice, starši, brokoli, ne. Danes se to šteje. Tako da te stvari se dogajajo že dlje časa, se mi pa zdi, da je pa ta kultivacija jezika precej bolj prepuščena ljudem samim, torej osebni zavesti, kot pa nekim ustanovam. Tako da na tej ravni pa bi pričakovali več angažmaja države. Jaz mislim, da bo jezik tako, kakor bomo mi. Da je to odvisen predvsem od nas, koliko bomo mi vložili najprej v nas same, v naše znanje, koliko bomo tudi skrbeli nenazadnje za svojega sočloveka in njegovo znanje, a bomo zdaj kopali naprej, bili raziskovalci, razvijali nekako svoje notranje bogastvo, in če bomo to počeli, mislim, da ni bojazni, da bi jezik izumrl, Vsekakor bo drugačen, ker bomo tudi mi sami drugačni, ampak o tem ne vidim, mislim, da s tem ni nič narobe, no? Da je bistveno predvsem to, da si ne pustimo, da bi zaspali ali pa da bi nam ratali vseeno, tudi takrat, ko naletimo na neke te zapreke, ograje, o katerih danes govorimo. In ne vem, mogoče nam želim vsem predvsem to, da bi imeli slovenščino radi. Ker se mi zdi, da če imaš nekaj rad, potem se za to tudi boriš in ti je pomembno. Enkrat sem prebrala, Ciril Zlobec je napisal, da resnično ljubi le, kdor ne odneha. In se mi zdi, da je pač ena taka lepa primerjava tudi z nami in slovenščino. Slovenščina prihodnosti. Ja, kaj pa vem, če
Meni se zdi, da ima slovenščina lahko eno čudovito prihodnost, če bomo kot družba začela rasti tudi v krošnjo, ne, da ne bomo zgolj ukorenjeni v tem materialnem, ker če se bo to zgodilo, ne, če si bomo pač pustili oprati glave do konca, potem bo to ena s korporativščino predelana lokalna posebnost, ki ima pač dvojino pa en kup sklonov. Ne. Tako da moja pobožna želja je, da bi nekoč govorili en cel kup slovenščine, vsakdo izmed nas, ne, ker nam tudi to, po mojem, toliko slovenščin, kot boš govoril, ne, toliko empatičen človek si, ne, in če bomo znali komunicirati na teh ravneh, zna imeti slovenščina eno blazno fino prihodnost. Ja, tako, lahko bi še klepetali naprej, ampak nekako smo prišli do konca današnje okrogle mize. Hvala vsem gostom, to so bili dr. Klemen Lah, doktorica Helena Dobrovoljc, Miha Šalehar in Klara Kastelec. Kakšna bo slovenščina jutri, taka kot si jo bomo naredili, bi pa kljub temu, da se nam zdi prihodnost negotova in nepredvidljiva, tukaj uporabil misel jezikoslovca dr. Kozme Ahačiča po spominu, ki pravi, da je slovenščina v odlični formi, se sicer spreminja, dobiva nove zvrsti, so pa napake in nedoslednosti del vsakega jezika. Z dodatkom tudi Primož Trubar, oče našega knjižnega jezika, je bojda imel velike težave z dvojino. Hvala še enkrat za vaš čas, velja tako za goste, kot tudi za vse, ki ste sodelovali zgolj z ušesi in očesi. Hvala.